Pozdravljeni, moje ime je Kristina in sem predavateljica, avtorica kovčinga, terapevtka in pomagam ženskam, da postanejo avtentične. To pomeni, da so same avtoritete svojega življenja in da uredijo svoje osebne in poslovne odnose na način, da so nase lahko ponosne. Kajti mnogo od nas žensk nas je bilo vzgojeno v dobre in pridne deklice in iz njih smo zrasle tako upornice kot tiste pridne deklice. Tako ene kot druge smo skozi to izgubile velik del svoje avtentične narave. Naučile smo se, da je potrditev, ki jo rabimo, prihaja od zunaj in ne od znotraj, kajti tako se je zgodilo tudi našim mamam in generacijam pred njimi. Posledica izgube sebe je tako imenovani občutek praznine in nesigurnosti. In dokler se ženska ne obrne vase in se ne poglobi vase, se poskuša spreminjati, prilagajati, da bi v odnosu dosegla nek standard ustreznosti. In ta zavedni ali nezavedni priučen cilj jo vodi, da se še bolj ukvarja z drugimi ali se poskuša dokazati kot ustrezno. Ženska pa, ki je pristna, avtentična, se počuti navznoter živo in svobodno. Počne tudi v odnosih stvari iz sebe in zaradi sebe, ker je ona tak človek in ne zaradi tega, da bi se drugim dokazala ali dobila to, ker misli, da bi potrebovala od drugih, da bi potem mogoče zanjo pomembni drugi povedali, da je dobra, da jo imajo radi, da jo cenijo, da so jih hvaležni za tisto, kar počne zanje. Kaj s tem konkretno mislim? Kaj je tista očitna razlika pred spremembo in po njej? Naprimer, da ista ženska prej in potem skuha odlično nedeljsko kosilo. V času pred spremembo kosilo kuha zaradi drugih in rezultat je razočaranje in utrujenost. V drugem primeru pa je vesela in polna energije ter pri tem, ko kuha, uživa. V prvem primeru se drugim pogosto zdi samoumevna, če na momente ne celo tečna ali zahtevna. V drugem primeru pa je zabavna, nepredvidljiva. Ne trudi se več biti popolna, ampak je srečna, ustvarjalna in zato privlačna. Zakaj tako? V prvem primeru je njeno počutje odvisno predvsem od odziva drugih ljudi, je odvisnica odnosa. V drugem primeru pa je njeno počutje odvisno od nje same, od njene povezanosti s seboj in izražanja avtentičnih delov sebe. Kajti to je pogoj za srečo v odnosih in srečni smo vedno, kadar izražamo avtentičnost sebe in s tem ustvarjamo nekaj lepega zase in za druge ljudi. Ker je večina žensk tekom procesa odraščanja izgubila tako imenovano svojo avtentično naravo, se večina od nas skozi nezadovoljstvo in krizo srednjih let sedaj prebuja. Moje spoznanje je, da je zato kriza srednjih let pravzaprav odlična priložnost, da pozornost usmerimo v sebe in se osvobodimo tega, kar nismo, kajti s tem osvobodimo tudi to, kar smo od nekdaj bile. Del teh procesov osvobajanja je seveda tudi osvobajanje iz ujetosti svoje energije iz svojih odnosov, pogosto iz odnosov preteklosti. Seveda je razumljivo, da se ujetosti v odnose lahko celo ne zavedamo. Ali pa se jo zavedamo. Zavedamo se na primer, kadar se nam misli občasno vračajo k sebi in premlevamo dogodke in ob tem čutimo čustva z nizko vibracijo, kot na primer žalost, jezo, krivdo, strah. Človek lahko čuti celo paleto različnih čustev, med drugim tudi sovraštvo in željo po maščevanju. Ne zavedamo pa se pogosto zato, ker se zaradi situacije, na primer s partnerjem, sinom, hčerko, nadrejenim, ki se nam zdi problematična in menimo, da je vzrok v njej, torej ne zavedamo se, da v tem odnosu sedaj pretežno, v katerem imamo neko težavo, pretežno podoživljamo svoje nerazrešene težave iz odnosa iz preteklosti, na primer z očetom ali mamo. Zato vam priporočam, da ta test, ki sledi,
izvedete z vsemi za vas pomembnimi odnosi. En odnos za drugim odnosom. Torej, katere odnose? Priporočam, da izberete odnos z mamo, očetom ali rejniki, odnos z brati, sestrami, starimi starši, lahko tudi odraslimi otroci, bivšimi partnerji, nadrejenimi, skratka s tistimi ljudmi občutili neko privaro, izdajo, krivdo, razočaranje. Sedaj pa vas bom vodila skozi enostaven test, v katerem boste vi sami raziskali stanje odnosa. Izberite torej eno osebo in predlagam, da si pred izvedbo testa postavite namero, da s tem samoraziskovanjem želite ugotoviti, ali imate v odnosu s to dotično osebo še ujeto svojo energijo in zavest, ali ne, in je vaš odnos z njo, z njim že čist in osvobojen. Če še ne sedite, vam predlagam, da se usedete, da zaprete oči in se udobno namestite na sedežu, tako, da se vaše mišice lahko sprostijo. Sedaj položite svoji roki na sredino prsnega koša, v višini vašega srca. Medtem ko imate zaprte oči in roke na sredini prsnega koša, usmerite svojo pozornost na območje vašega prsnega koša pod vašima rokama. Medtem ko dihate, imate pozornost na sredini vašega prsnega koša pod vašima rokama. Občutite sedaj toploto pod rokama, predvsem pod roko, ki se dotika vašega prsnega koša. Medtem ko dihate, dopuščate, da čutite to toploto, dopuščate, da se ta toplota širi. In bolj, ko ste prisotni in osredotočeni na svoj prsni koš, bolj lahko začutite svoj srčni utrip. Sedaj vas vabim, da v svojo zavest prikličete izbrano osebo. Če morda še niste in ne veste, koga bi najprej izbrali, vam svetujem, da v tem stanju vprašate svoje srce, svojo dušo, naj vam pokaže, pove, s katero osebo nimate še svobodnega odnosa, kot si želite. Lahko je to mama, oče, tast, tašča, partner, bivši partner, nadrejeni, otrok, snaha. Izberite nekoga, ki je za vas pomemben. Naj vam vaša duša pokaže, vzemite si čas, da se zaveste, katera je ta za vas pomembna oseba, in da boste imeli dovolj časa, si zagotovo lahko vzamete vsaj minuto, če pa rabite več, pa ta posnetek zgolj ustavite. Dobro. Osebo, ki ste jo izbrali, bom jaz poimenovala druga oseba. Roki lahko položite na stegni
kot je za vas udobno. Sedaj si predstavljate to drugo osebo, da sedi na stolu pred vami v razdalji približno 2 metrov. Opazujte jo. Če vas to slučajno preveč vznemiri, osebo odmaknite na večjo razdaljo, tako da vam bo bolje in boste lahko naredili to samoraziskovanje. Dobro. Če ste si lahko vizualizirali podobo te osebe na stolu cirka 2 metra ali dalj pred seboj, jo sedaj opazujte. In hkrati opazujte, kako se vaše telo počuti ob tem. Enostavno opazujte in dopustite, da vam vaše telo preko telesnih občutkov pokaže v naslednji minuti, kako se počuti ob tej osebi. Če slučajno te osebe ne morete začutiti, si to osebo približajte toliko, da začutite nek občutek v telesu, ki je lahko prijeten, neprijeten ali nevtralen. Vkolikor ti občutki slučajno tekom izvajanja za vas postanejo premočni, osebo samo oddaljite v daljavo ali enostavno samo odprete oči. Sedaj pa le začutite, kako se vaše telo počuti v bližini te osebe. Dopustite, da vam vaše telo preko telesnih občutkov pokaže v naslednji minuti, kako je z energijo v vajinem odnosu. Dobro. Sedaj lahko posnetek ustavite ali prevrtite nazaj in v bistvu izvedete raziskovanje še z drugo osebo. Lahko pa naredite nekaj pavze in v bistvu, če ste ugotovili kaj pomembnega za vas, si to zapišete in potem šele greste na naslednjo osebo. Upam, da vam je ta posnetek koristen. Če vam je, ga delite med prijatelje, da koristi še njim. V komentar mi prosim napišite vaše mnenje. Lahko se prijavite tudi na ta kanal, da boste obveščeni o vseh nadaljnjih posnetkih. Na spletni strani osebnostnarast.si vas čaka darilo. MP3 posnetek brezplačne e-meditacije, s katero so se nekateri tako razbremenili in regenerirali, da so se dobesedno pomladili. Vsak mesec 5 osebam podarim tudi brezplačno izdelavo načrta osebnostne rasti. Če želite hitrejši napredek, da pridete od tam, kjer ste, tja, kjer si želite biti, se le prijavite. Spodaj je zapisan tudi link. Želim vam, da ste svobodni. Da so svobodni vaši odnosi. Da v odnosih uživate. Da je vaše telo zdravo, vaš duh močan, vaša duša srečna in vaša zavest božanska. Z vami sem bila Kristina. Naj vam
vse navedeno služi.